gospodje, dragi prijateljice in prijatelji, vidim veliko znanih obrazov in tega sem še posebej vesela. Dovolite mi, da najprej pozdravim seveda naše cenjene goste. Spodobi se, da je na prvem mestu dama, gospa Alenka Puhar. Hvala lepa, Alenka, vemo, da nimaš ravno na pretek časa, družinske obveznosti kliče, ampak vendar si vzela čas in boš z nami do dopoldne. Potem je tukaj magister Andrej Aplenc, uspešen gospodarstvenik, družbeno kritičen, vsestransko in dvakratni zapornik na Golem otoku. Pozdravljeni, magister Aplenc, hvala lepa. Pa še kolega, zgodovinar, raziskovalec na Inštitutu za novejšo zgodovino, mislim, da je tudi zdaj predsednik Slovenske matice, dr. Aleš Gabrič. Pozdravljeni, dobrodošel. In pa seveda kolega, raziskovalec na Študijskem centru za narodno spravo, dr. Renato Podbersič. To je zelo ugledna, eminentna zasedba, ki pa ni prvič zbrana tukaj, da bi razpravljala o tistih hudih časih izpred 70 let, predvsem o odhodu slovenskih jetnikov na Goli otok. Pač pa smo se zbrali v podobni zasedbi tudi že pred dobrimi 10 leti. Torej, na začetku obstoja študijskega centra in takrat smo kar nekaj stvari, bom rekla, dorekli in spravili na plano. Z nami je bil tudi naš prijatelj Mihajl Cenc, ki ga verjetno mnogi med vami poznate. Žal Mihajl je pač v domu za starejše občane, še vedno zelo bister, ampak se nam ne more pridružiti in mu z tega mesta pošiljamo prav lepe pozdrave. Danes je pravzaprav na nek način zelo žalosten dan, ker verjetno večina od vas ve, da je umrl naš prijatelj, ikona slovenske politične pomladi David Tasić. Ta novica je prišla pred dobro uro in David je po noči zaspal. Morda veste, da je bil v zadnje čase tudi ne pri prav dobrem zdravju. In ko sva pred nekaj dnevi govorila, sem bila prepričana, da je še vedno predsednik Društva političnih zapornikov. Ta institucija je v zadnjem času pripravila kar nekaj odmevnih akcij, srečanj, predavanj, okroglih miz. David je bil njena duša, tako kot je bil pač duša slovenske pomladi, eden izmed četverice, obsojene na tistem znamenitem proslulem procesu JBTZ, ki je bil sprožitelj na nek način tega velikega množičnega gibanja. Alenka Puharjeva nam mogoče o tem lahko še kaj več pove v debati ali potem v pogovoru. Bila je ena od akterk tistega dogajanja. David je bil vse od 80 let pronicljivi novinar mladine in poglejte, jaz vedno pravim v življenju, pač ni naključij. On je bil tisti, ki je v mladini objavil feljton o Golem otoku. In prav Goli otok je ena od tabu tem nekdanjega režima. Poleg povojnih množičnih umorov, poleg političnih procesov, poleg številnih drugih nepravic, sistemskih, sistematičnih kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin, je prav gotovo Goli otok in resnica o njem tisto, kar je pomagalo sesuvati komunistični totalitarizem v nekdanji jugoslovanski državi. In David je bil eden od akterjev tega sesuvanja. Ostal je zvest
tej ideji slovenske demokratizacije in osamosvojitve vse do konca. In preden dam besedo kolegu dr. Podbersiču in našim gostom, seveda bi želela reči, da predlagam, da počastimo njegov cenjeni, spoštovani spomin za minuto molka. Slava njegovemu spominu. Slava. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, vesel in nekoliko presenečen sem nad tako veliko udeležbo in vesel vašega odziva. Včasih se človeku zdi, ko spremlja in se ukvarja s tematikami, ki še zmeraj nekako težijo naš narod, našo preteklost, našo polpreteklost, da je bilo o Golem otoku že vse povedano. Mislim, da se ne motim, če rečem, da bomo tokom današnjega poznega dopoldneva slišali marsikaj novega tudi o tej strašni epizodi naših prednikov sredi 20. stoletja. Vesel sem nad pozitivnim odzivom 3 sogovornikov, jih je že direktorica študijskega centra dr. Andreja Valič-Zver predstavila, tako da tega ne bi vsaj uvodoma ponavljali. In mislim, da vsak izmed njih bo dal en pomemben doprinos k uspešnemu današnjo okrogli mizi. Torej, zakaj je potrebno vedno znova govoriti tudi o Golem otoku? Zato, da bi se končno kaj naučili in takih strahot ne počenjali vedno znova. Naj dopolnim informacijo. Res je, že ob začetku našega delovanja, torej Študijskega centra za narodno spravo, je na prvih akcij v prvih dneh julija 2009 je bila prav okrogla miza o Golem otoku, ki smo jo priredili v teh prostorih, zelo uspešna, če lahko merimo po obisku vas, spoštovane poslušalke in poslušalci, v dokaj podobni zasedbi, razen namesto že omenjenega gospoda Mihaela Cenca, ki ga marsikdo med vami osebno pozna. Bil je tudi, če se ne motim, Andrej, prvi predsednik Društva slovenskih političnih zapornikov, izredno iskriv sogovornik, tudi pesnik, literat, skratka globoka osebnost. Žal se nam danes ni mogel pridružiti. Namesto njega je med nami dama, ki nam bo s svojim pronicljivim literarnim pogledom poskušala pričarati tiste čase. Ampak o tem več kasneje. Torej, govorili bomo o enem fenomenu slovenskega in jugoslovanskega režima, nenazadnje tudi vsakdanjika, tudi zgodovinopisja, ki ga strnemo pod eno besedo, ko rečemo Goli otok. Seveda, ko govorimo o Golem otoku v geografskem smislu, mislimo na majhen, neposeljen, bolj ali manj otočič, majhen otok, stisnjen med Velebitski kanal in otok, večji, bolj poznan otok Rab, torej skupini teh jugovzhodnih kvarnerskih otokov. Govorimo o otoku, ki je bil dolga stoletja, da ga rečem tisočletje, neposeljen, nerodoviten, praktično nič ni tam bilo, do začetka Prve svetovne vojne, ko je zaradi odmaknjenosti, zaradi neposeljenosti, zaradi umeščenosti v širše Jadransko morje, ta otok Avstro-Ogrska vojska izrabila za konfinacijo predvsem častnikov, torej častnikov ruske vojske z vzhodne fronte. In verjetno takrat prvič padlo na pamet, da se ta otok lahko izrabi tudi za interniranje oziroma zapor za ljudi. Goli otok je postal potem seveda sinonim za trpljenje, zlasti po letu 1948 oziroma 1949, po sprejemu resolucije Infanbiroja, kot bomo videli v nadaljevanju. Šlo je za cel sistem taborišč za pripadnike ali dejanske ali namišljene pripadnike Infanbiroja, o tem bo več povedal kolega dr. Aleš Lapič.
In šlo je za sinonim za ustanovo ali ustanove raztrešene po, lahko rečemo, vsej nekdanji domovini, torej širše jugoslovanskem prostoru. Veste, ni bil samo Goli otok za informbirojevcev, jih najdemo tudi v Stari Gradiški, jih najdemo na sosednjem Svetem Grgovju, jih najdemo v Bileči, jih najdemo v Makedoniji, pa še kje. Ampak s svojo kruto pojavnostjo, svojo prvinskostjo, svojim koncu tudi odmevom, je prišel prav Goli otok v podzavest vsakega, tudi Slovenca, ali če hočete nekdanjega pripadnika jugoslovanske države, ki je razmišljal, ki se je soočal, ki je bil poučen o strahotah človeka nad človekom ali sočloveka nad sočlovekom. In o tem bomo danes govorili. Ta dogodek smo umestili v, lahko rečemo, niz dogodkov v letošnjem letu, ki so potekali po različnih slovenskih krajih in ustanovah, večinoma seveda v Ljubljani, in so bili posvečeni 70-letnici odhoda prvega slovenskega kontingenta na Goli otok. To je bilo 9. julija 1949. Torej letos smo še zmeri v letu 2019, se nam je nekako smotrno zdelo jeseni narediti nekakšen obračun dogodkov povezana z Golim otokom in se tudi na Študijskem centru za narodno spravo soočiti z tem vprašanjem. Hvala še enkrat vsem, ki ste se odzvali. Za uvod bi prosil dr. Aleša Gabriča, kolega raziskovalca iz Inštituta za novejšo zgodovino. Mislim, da ga ne rabimo preveč podrobno predstavljati, večinoma ga poznate po njegovih delih, knjigah, predavanjih, člankih, strokovnih, znanstvenih, poljudnih, biografijo ima zelo bogato. Bi ga pa prosil danes kot eden tistih slovenskih zgodovinarjev, ki so se prvi začeli na znanstveni ravni ukvarjati z fenomenom Golega otoka, uvede v to tematiko. Veste, pred zgodovinarji lahko rečemo, da so svojo nalogo opravili sami ljudje, ki so trpeli, torej nekdani Golootočani. Saj moja generacija je rasla s knjigo Radovana Hrasta Čas, ki ga ni, ki je eden prvih, mislim, do konc 80-ih let, ali 87, če se prav spomnim, že opisal strahote Golega otoka. Ne samo to, on je bil podobno kot naš Andrej. Andrej, vi ne boste zameril, če rečem naš Andrej, ker pogosto sodelujemo in se nekako čutimo že povezani, je bil tako imenovani dvomotorec, torej oseba, ki je dvakrat preživela Goli otok, oziroma taborišče na Golem otoku. Torej, Aleša Gabriča smo povabili, ker je eden prvih, ki je začel znanstveno raziskovati to področje, objavil tudi niz člankov to temo, nekateri kljub 20-letnemu zamiku so še vedno aktualni in ga prosim, da nas popelje v prostor in čas druge polovice 40 let Golega otoka in poudarkov, ki jih vidiš kot strokovnjak, kot znanstvenik, kot zgodovinar pri raziskovanju tega fenomena. Najlepša hvala za povabilo in za predstavitev. Mogoče bi začel kar z eno besedo, kjer sem en člančič enkrat naslovil spor med stalinisti. Torej, za razliko od številnih drugih političnih zapornikov, ki jih je komunistična oblast imela po letu 1945, je seveda najprej kot z opozicijo obračunavala z ostanki bivših meščanskih strank, kar jih je še poprej bilo, in seveda predvsem takrat še vodstev kolaboracionističnih enot. Razlika, ki jo je vzpostavila do svojih bivših članov, svojih pripadnikov, je seveda v tem, da pri teh ni vedela, kaj z njimi početi in kam jih spraviti. Torej, ko se je začel, včasih prehitro rečemo, da se je spor Jugoslavije in Sovjetske zveze na tej ravni začel že leta 1948. Da, začel se je nakazal. Ampak Jugoslavija takrat ni odstopala od Sovjetske zveze, ampak so njeni prvi koraki bili dokazati Stalinu, da smo ta pravi največji stalinisti. Kar pomeni dokazati mu, kako se v resolucijah Informbiroja motijo. Tudi če so bile nekatere smernice razvoja že prej nakazane,
se ravno v letu 48, začetek 49, skoncentrira na tiste, ki najbolj posnemajo model, ki si ga je oblast zastavila kot nekakšen vzor, ki prihaja iz svetle dežele bolševizma iz vzhoda. Torej, druga nacionalizacija, ki je končala nacionalizacijo, je bila sprejeta v tem času. Začetek tiste ostre kolektivizacije sodi v ta čas. Po domače rečeno, dahovski procesi, kot tisti procesi, ki najbolj spominjajo na stalinistične procese v 30-ih letih, sodijo v ta čas. Kaj mislim s tem, ki najbolj spominjajo na stalinistične procese? Pri tem ne mislim, da nekomu očitaš kolaboracijo, pa tudi čez malce izmišljenimi pa tako podatki, ali pa nekatere druge politične zločine, ki jih lahko še kako drugače upravičuješ tudi skozi zakonodajo meščanske demokracije. Drugače pa je postopek, ki je izrazito izsiljen in seveda kazenski postopek, ki je voden že po novih modelih, kar pomeni, da niti pravice do pogovora z odvetnikom ne daš, da pravzaprav odvetnik, ki ga dobiš po službeni dolžnosti, tebe skoraj da ne vidi do dan svojine in tako naprej. Torej, vse te stopnje, ki jih včasih prehitro prepisujemo leto 45, dejansko imajo svoj vrhunec v letih 48-49. Na to, ko seveda oblast spozna, ko Tito in ekipa spoznajo, da Stalina ne bojo prepričali, da jih oprosti in sprejme nazaj v lager, takrat se šele začne po domače rečeno to najhujši tudi val preganjanja informbirojevcev. Kdo so zdaj ti ljudje, kot je že Renato lepo povedal? Tisti, ki naj bi podprli Stalina in tisti, ki jih oblast obtožuje, da mislijo tako, kot misli resolucija informbiroja. Naj navedem samo en primer našega enega najbolj znanih, po domače rečeno, obsojencev, Dragutin Gustinčič. On je zaradi svojih kritik, direktno Kardelja Kidriča, Marinka, ki jih je napisal že v letih 46-47, zaslišan pred partijsko komisijo že jeseni 47, ko še nimamo spora. On je zaprt že v prvi polovici leta 48, še preden spor sploh pride v javnost in se začne. Torej, kako naj nekdo podpre resolucijo informbiroja, če niti ne vemo, ali je v zaporu zanjo slišal ali ni slišal, ker vemo, da so živeli ti zaporniki večinoma v izolaciji. Seveda, kaj pa je pri njem? Tisto pisanje, ki ga naslavlja na Kardelja Kidriča, seveda zelo spominja na resolucijo informbiroja. Kritike so pa približno enake. In seveda, vsi potem seveda še, kot smo rekli, namišljeni informbirojevci, ta val najhujše represije, ki se začne leta 1949, se približno nekje konča s spremembo kazenske zakonodaje leta 51, rečemo v drugi polovici leta 51, ko se tudi vsi tisti najhujši, najbolj brutalni postopki na Golem otoku začnejo mehčati oziroma spreminjati. Zakaj? Zaradi tega, ker so vsa ta in konfliktnost, količina zapornikov, brutalnost režima, ki se ga vzpostavi v teh zaporih, je odvisen od jugoslovansko-sovjetskih odnosov. Kar seveda pomeni, 49. se Jugoslavija čuti najbolj ogroženo, 50. leta imamo v Jugoslaviji skoraj da lakoto, ker smo izolirani od vzhodnega bloka, od zahoda še nimamo nobene pomoči. Pravzaprav je šele korejska vojna tista, ki pozornost sovjetske zunanje politike iz jugoslovanskega vprašanja prenese na drugi konc sveta in drugje sledi nek veliki oboroženi konflikt, značilen za to fazo hladne vojne. Jugoslavija takrat že začne dobivati pomoč iz zahoda v prehrani in orožju, grožnja z veliko lakoto je konec in seveda pogoj zahoda je tudi, da je treba omiliti politično represijo nad drugače mislečimi v Jugoslaviji. No, konc koncev pa še zaradi tega, da seveda tudi, da se ne bi z Golim otokom, ko bo enkrat ven prišli podatki, ne bi upisali v tist seznam, bom rekel, najbolj groznih taborišč, čeprav se seveda je. Zaradi tega, ker vemo, da je v tem letu bila tudi ena največjih smrtnosti na Golem otoku ravno leta 51 zaradi seveda nalezljivih bolezni, ki se v takšnih pogojih življenja vedno pojavljajo. Morda bi za ta uvod omenil samo še tole.
da je seveda vprašljivost je vedno podatkov, o katerih govorimo, ko govorimo o številu teh političnih zapornikov. Zakaj? Konec koncev, zaradi tega, eno je že uvodoma izrečeno, tudi če govorimo o ta pravih podpornikih Stalina, moje osebno mnenje, z ljudmi se ne ravna tako. Če ga ti nekoga hočeš izolirati ali zapreti, imaš še vedno možnost, to ni nobena jugoslovanska ali pa kakšna drugačna posebnost. Američani se še zdaj niso sprijaznili s tistem, kar so pač 41. leta naredili, po domače rečeno, japonskim državljanom, pa so bili med njimi starši vojakov, ki so dobili ordene za hrabrost v ameriški vojski na Pacifiški fronti. Ampak so jih pohopsali in vse poslali v zapor. Samo eno je, da ti z ljudmi ravnaš tudi v taborišču po človeško, drugo je pa, če ravnaš tako, kot se je na Golem otoku. Torej, kje jaz vidim predvsem razliko tudi Golega otoka pa tega režima, ki je bil vzpostavljen z ostalimi, tudi če bomo govorili z Auschwitzom, Dachovom, Mauthausenom, z Rabom, Gonarsem ali pa sedaj z Guantanamom ali Abu Ghraibom. Razlika je seveda v tem, da v teh zadnjih omenjenih sistemov zaporov so oblasti večinoma preganjale tiste, ki jih niso štele za naše. Bili so pripadniki tujih držav, ali pa v nemškem primeru, dobro, v začetku Dachau, pa ti so bili ustanovljeni za Nemce, za drugačnega političnega mišljenja. Ampak tisto, kar pač poznamo, recimo v tem primeru Auschwitz, to je za državljane druge, tiste, ki niso naši. V Golem otoku je seveda ta problem in sistemu Golega otoka, da mi zaperjamo ljudi, ki so naši državljani in ki so do tega trenutka bili podporniki naše oblasti. In seveda, iz tega se seveda vsa ta fama, ki je na to tudi tabuizirana, začne izvajati, ker je že Renato omenil, torej, čigave žrtve so to, ker jih noben noče priznavati in šteti kot svoje žrtve, seveda tudi ta tišina tako dolgo traja. Ker z drugimi žrtvami, ko pride do neke spremembe režima, ali pa še pred tem, jih nekdo posvoji kot naše žrtve in jih začne v politični propagandi izrabljati kot naše, kar pomeni in jih seveda na ta način tudi promovira. V tem primeru, pri Golem otoku, kdo naj bi se, po domače rečeno, če so prišli na Goli otok informacije o kaj se dogaja v jugoslovansko-sovjetskih odnosih, seveda tam ni noben pohvalil, pa sem jaz imel prav vse stali in tudi isto pravi kot jaz. To seveda tam ni noben zagovarjal. In seveda, ali pa če skočimo po padcu režimov v 90-ih letih, pač poznamo primere iz Hrvaške, ko nekatere golotokaše pač niso hoteli sprejeti v društvo političnih zapornikov Hrvaške, ker so bili napačne žrtve, ker niso naši hrvaški nacionalisti, ampak so bivši komunisti. Torej, jih ne posvojijo kot naše. Da ne bi bil zdaj predolg, po domače rečeno uvodoma, bi samo to rekel, seveda, ta tabuizacija, ki jo je Renato omenil, je seveda eno vzrok sem zdaj omenil. Nihče jih ni posvojil na začetku. Druga tabuizacija je seveda tipično oblast do leta 1990, ki se tega upira na takšne ali drugačne načine. Tretja mogoče je nedostopnost arhivov, ki so še danes vprašljive variante in pravzaprav prvi, ki je pošteno lahko pogledal in videl vse te zadevščine, je v tej debeli knjigi kolega Martin Previšič, hrvaški, ki je zdaj, to je njegov predelan doktorat, ki ga je obranil, mislim, da predlani, da ga je obranil na Zagrebški filozofski fakulteti in ko je pravzaprav prvi dobil vpogled v sezname zapornikov na Golem otoku oziroma v represivnem aparatu Informbiroja. Goli otok je zgor samo sinonim. Morda, da zaključil samo s tem, konec koncev tudi enega od preomenjenih Gostinčičevih sodelavcev, ko sem prvič gledal te sezname, seveda piše, torej Vinko Meiterndorfer starejši, tudi piše, koliko naj bi bil na Golem otoku, pa je napisano 2 leti ali 2 leti pa pol. Pravzaprav, ko sem pa nekje najdel ostanke njegovega dosega, se pa dejansko vidi, da je bil tam mogoče vse skupaj 3 do 4 mesece. Kar seveda pomeni tisto, kar je že Renato rekel, taborišče imamo še drugje in seveda tisti, ki so bili samo tako imenovani dekadevci, družbeno koristno delo, pomeni, da so bili tudi lahko
suženjska delovna sila na raznih delovnih taboriščih in seveda, koliko sem lahko za Mederendorferje najdel, je bil še najprej po domače rečeno prisilni delavec na nekaterih gradbiščih veleprojektov v sklopu 5-letnega gospodarskega načrta po Sloveniji, preden ga šele pošljajo na Goli otok. Dobiš pa v tistih seznamih vedno podatek, bil je na Golem otoku toliko pa toliko. Bil je, od leta mu je bila svoboda, po domače rečeno na takšen ali drugačen način. In seveda, da pa zaključim s tisto, ko sem rekel, najhujši ta prvi val represije, ki se spremeni 51. leta s spremembo kazenske zakonodaje, tudi pod pritiskom Zahoda. Do takrat je namreč UDBA pravzaprav imela ta pooblastila, čemur bi lahko rekli, da smo naredili korak nazaj od tistega, kar je obdobje razsvetljenstva prineslo Evropi, pa je dalo Evropi tisto prednost, ki ga lahko rečemo še danes Evropa ima pred ostalim svetom. In to je sprejem nekih načel meščanske demokracije, med katerimi je seveda eno temeljnih načel ločitev vej oblasti. UDBA je dejansko dobila v svoje roke v tistem času, enako kot Gestapo v Nemčiji, OVRA v Italiji ali karkoli podobnega, pravzaprav pravico združevanja vej oblasti. Sodne in izvršne veje oblasti. Zakonodaja je bila pa taka, da je to omogočala. Sprememba zakonodaje po letu 1951, seveda je treba na to še upeljati v praksi, kar v takratni Jugoslaviji zopet nekaj časa traja, je zopet šla nazaj proti temu, da mora biti človek, ne glede na to, kaj z njim počnemo, pa kako ga preganjamo, saj veljavno na papirju, tudi pod izmišljenimi dokazi, ampak vse obsojen mora biti, če ga zapremo. Ker tisti podatek ga nisem ponavljal, mislim, da je dovolj star, po domače rečeno, okvirno, ker seveda tudi Previšičeva knjiga potrjuje tiste že prej znane podatke o teh odstopa. Knjiga je zelo priporočljiva za branje, ker je se tudi bere zelo lepo, ker polemizira stalno z raznimi stereotipi, ki v javnosti vedno tako lepo ali drugače govorijo in vedno prinaša stereotip in seveda, kaj lahko ugotovimo skozi podatke in seveda potrjuje tisto, kar smo že prej nekateri pač pisali, računamo, približno 2/3 obsojencev ni videlo sodišč. Kar pomeni samo 1/3 je tistih približno, ki je obsojena. 2/3 prestaja kazen, kot pravim, z v navednicah obsodbo ali UDBE ali pa kakšnega rajonskega odbora, kar pomeni po domače rečeno zakon linča, ki ga organizira in vodi oblast. In morda sem še drug statistični podatek, da zaključim, ker smo rekli pač prvi prihod Slovencev na Goli otok, oziroma prva pošiljka seveda je bil del večje in Slovencev je bilo seveda zaradi slovenske usmeritve v zgodovini, ki ni nikoli bila proruska, propanslovanska in tako naprej, če računamo prebivalce večjih narodov Jugoslavije po deležu najmanj. Torej, to je še vedno večinski problem narodov s pravoslavno tradicijo, Čehov, Srbov, Črnogorcev in Srbov, ki jih je daleč nadštevilčno. Seveda tukaj moramo upoštevati tudi večino prebivalcev še Bosne in Hercegovine, ker takrat kategorijo musliman v teh popisih še ne poznamo. Če pa govorimo o deležu Slovencev tako ali drugače, pa lahko približno samo rečemo, da bom približno zaokrožil vse številke, da ne bomo zdaj šli v številke, je na tretjinskem deležu tistega deleža, kolikor je Slovencev v Jugoslaviji. Torej, to je v prvi vrsti problem pravoslavnih narodov, bil Slovenci, bomo bili pa tudi zraven udeleženi. Upam, da je bil dosti za začetek. Hvala. Hvala kolegu Alešu, ki nas je zelo plastično in strokovno upeljal v današnjo tematiko. Mislim, da je razložil vse, kar je pomembnega, da izpostavimo, ko se ukvarjamo, ko poslušamo, ko obravnavamo fenomen Golega otoka. Študijski center za narodno spravo je v preteklosti, v teh letih, dvakrat organiziral dobro obiskane ekskurzije na kraje trpljenja. Imeli smo kompetentne vodnike, vodiče, med njimi tudi magistra Andreja Aplenca, ki nas je na licu mesta in situ, bi rekli, bolj strokovno vpeljal v fenomen, ki ga danes obravnavamo. Glejte, v času Golega otoka, ko rečemo v času Golega otoka, v tem političnem smislu imamo v mislih leto 1949, torej poletje, ko pridejo tja prvi zaporniki, do nekje druge polovice 50 let. Torej, manj kot desetletje funkcionira Goli otok v smislu političnega zapora.
Vendarle, potem ostane kot zapor za razne prestopnike, predvsem kriminalce. Kasneje, v 80-ih letih, pa postane to zapor za kosovske Albance, torej nasprotnika režima, predvsem iz Kosova, in funkcionira do 1988. Torej, taborišče na Golem otoku, res da v nekoliko drugačni vsebini, se zapre tik pred demokratizacijo, razpadom nekdanje skupne države. V tem povem, ko smo snemali pred leti dokumentarni film na Golem otoku, tudi z gospodom Aplencom, ki se bo verjetno res spomnil, so istočasno snemali tudi kosovska televizija, dokumentarec o političnih zapornikih z Kosova v 80-ih letih. Kot je bilo povedano, zapornikov je bilo veliko iz vseh koncev in krajev bivše skupne države. Popolnega številke nimamo, ampak vendarle lahko govorimo o dobrih 16,000, mogoče 16,500 je nekaj zgornja številka. Naj poudarimo, da daleč nad povprečjem nacionalnim segajo Črnogorci. Tam so bili celotni občinski komiteji Zveze komunistov poslani na Goli otok zaradi resolucije Informbiroja. To ne pomeni, kar bi sva že povedala uvodoma, da so bili vsi pristaši Sovjetske zveze ali pa Rusije dejanski in namišljeni. Dostikrat je šlo tudi za, recimo, čisto obračunavanje ali poskus medosebnega obračunavanja oziroma poravnavanja med osebnih zamer iz preteklosti. Torej, Slovencev je bilo na Golem otoku približno 600. Med njimi je bil tudi magister Andrej Aplenc. Sem posebej vesel, da se je takoj odzval na vabilo na današnjo okroglo mizo. Andrej je zelo pronicljiv sogovornik, izobražen, človek za izkušnjo več desetletnega bivanja v Združenih državah Amerike, ker je tudi opravil kariero, se potem vrnil ob demokratizaciji domovine v Slovenijo, prevzemal pomembne funkcije in vedno je to človek, ki mu velja prisluhniti. Njegova izkušnja je bila trpka, je bila žalostna, je bila strašna, sredi 20. stoletja kot mladega mulca, pa mi ne bo zameril, če ta termin uporabljam, so ga tja odgnali, ga izpustili, ga še enkrat prijeli in ga ponovno poslali na Golji otok. S tem, da prvič ni vedel, kam gre, drugič je pa presneto vedel, kam se vrača. Torej, še enkrat, posebno zadovoljstvo in čast mi je, da Andreja prosim za kratko osebno predstavitev izkušnje na Golem otoku. In se mu naprej zahvaljujem za njegovo moč, da vedno znova sogovornikom in vsem ljudem dobre volje predstavi to svojo golootoško izkušnjo. Ja, hvala lepa. Zdaj, za razliko od mojih uglednih sogovornikov, vam jaz lahko samo govorim iz osebne izkušnje in o stvarnih stvareh. Jaz se v analitične razprave se ne bom spuščal, zato so veliko boljši moji sogovorniki. Torej, to je res, takrat julija 1949 je bil prvi transport na Golji otok, ta prvi smo pošli Slovenci in Hrvati in jaz sem bil med njim, torej jaz moram da spravim stvari, recimo v primeru kontekst, moram povedati, jaz sem bil aretiran kot jak v razredu in sem bil v kratkih hlačah. No, zdaj, kakšno nevarnost sem jaz predstavljal takrat za... Ja, bil sem pa član Skoja, seveda. No, še prej sem je pa vam vrgel. Torej, kakšno nevarnost sem jaz predstavljal takrat za tisti režim, se pač lahko sami predstavljate. Da sem bil res mulc, takrat, No, kakorkoli, ta izkušnja zgolj gotovo, kaj je bilo pa... Ne, se še kot otrok se spominjam vojne, pa
torej ljudje so po Ljubljani zginevali, ali v partizane, ali v domobrance, ali v taborišča in tako naprej. Ne. Človek je bil nekako, torej kot otrok si vi, nekako sem dojemal na svojem tistem otroškem nivoju to miljivost ali pa življenja, če tako rečem. Tam na Golem otoku je bilo pa, torej zadeva je bila pa drugačna, čeprav, kot sem rekel, sem to med vojno bil torej, kmalu po prehodu, ko so bili vsi restanti vseh republik na Golem otoku, je bilo recimo ducat ljudi, v glavnem Črnogorcev, pretepenih do smrti in jaz sem to videl. To od enega takega mulca napravi en svoj vrstni vtis, to se lahko predstavljate, ampak kakorkoli. Kot se je kasneje izkazalo, je bil Goli otok izredno dobro psihološko premišljen in torej način tretmaja arestantov na Golem otoku je bil ta, da so bili vsi zaporniki ob zelo skrajnih fizičnih in psihičnih pritiskov prisiljeni v to, da so povzročili, delali moralno nesprejemljiva dejanja, to se pravi pretepali svoje sojetnike in jih istočasno ovajali udbine. Seveda udba je imela tam svoje oficirje in ni bilo nič bolj enostavnega, kakor je tja in se prijaviti, ali te pa samo oficir udbe sam poklical in zahteval, da si govoril o svojih sozapornikih in kaj delajo in kaj mislimo. Torej, to je, temu pravijo, lomljene hrbtenice in tako naprej. In to se najbrž človeku pozna celo življenje. Zdaj v svojih bivših zapornikih, vsi so že pokojni, jaz ne bom govoril, ampak z psihološkega stališča je to, recimo večina jih je stopila nazaj v partijo. To je po svoje razumljivo, oni so imeli družine, žene, otroke in kaj je hotel narediti. Moj zelo dober prijatelj, že pokojni, ta prva reč, ki mi je rekel, ko sem prišel z Amerike nazaj leta 90, je rekel, veš, jaz ti moram nekaj povedati, jaz sem stopil v partijo. Seveda, kaj sploh hotel. Imel družino in otroke in tako naprej. No, kakorkoli. To, da so bili vsi zaporniki, torej so njihovo življenje tukaj, v Jugoslaviji, pod oblastjo udbe je bilo pa dejstvo, da smo mi vsi, ko so nas pustili, smo morali podpisati, da bomo delali za udbo. No, in edino, kar je udbo zanimalo, je bilo to, kaj tisti, ki si jih poznal, torej svoje perspektive govorim par nekih študentov tle z Ljubljane, ne pa dijakov, kaj oni govorijo in tako naprej. In potem je tisti oficir udbe zahteval od mene še, da bom provociral, na kar, jaz sem bil takrat bolj, torej, se sem že zdaj mogoče včasih se malo razjezil, takrat sem se pa krepko in sem nadrl tistega oficira udbe ka psa. Da sem rekel, z tega ne bom delal, dosti imam iz tega in sem vstal in zaloput na vrata in šel, seveda sem me potem pred zaprti drugič, Ampak, torej, to bom še rekel, dostikrat se o tem ne govori dovolj, sem pa jaz v tisti knjigi, prvi knjigi, Temna stran meseca, to natančno popisal, just for the record, kot pravijo Američani, tako da to je ena osebna izpoved, ki drži, to se pravi, kakorkoli. Zdaj, mogoče čist nekaj tehničnih stvari, verjetno to nekatero že veste, ampak vse vsem. Tam je bilo
torej cela vrsta taborišč na Gornjem toku, ne. Prvo moško taborišče, potem drugo moško taborišče na lokaciji na 2-3 km stran v drugem zalivu, potem prvo žensko taborišče na Grgorju, potem drugo žensko taborišče na vzhodni strani Goljega otoka, potem pa tretje žensko taborišče na zahodni strani v zalivu otoka Sveti Grgor, kjer so bili pa kasneje zaprti, so ženske tam spravo stran, so bili tam zaprti vojaški, torej oficirji. No, zdaj seveda, koliko je bilo zaprtih, jaz ne vem, ne. Hrvati so res objavili seznam 16.000, zdaj pa, če pa vi vzamete vsa taborišča, ki so bili še na drugih otokih in potem tudi na celini, ne. Zdaj, to je ena knjiga, ni ta ena druga, to je Dragoslav Mihajlović, to je znan srpski pisatelj, ki je bil tam, takrat kad jaz, čeprav takrat nisem bil znal, on prav, da je bilo vsega skupaj okoli 40.000. Zdaj, koliko jih je umrl, to je bilo že omenjeno leta 51, je bil tak tifus. To Mihajlović tudi v svoji knjigi zelo torej, lepo navaja. In takrat, potem sem leta 52, so me drugih poslali na Goli otok, smo bili 3 tedne v karanteni, v enem posebnem majhnem taborišču, so z žico, ne, tam čist na vrh, ne. In so čakali, če bo kdo dobil tifus, no. Mi ga nismo, ne, ampak tifus je prišel iz bosanskih zaporov, koliko jaz vem, ne. No, zdaj, seveda, na Goli otok so pošiljali tudi druge ljudi, ne samo take, kot sem bil jaz. Omenjen je bil Gostinčič, je bil pa tudi Košir, to je bil prvi predsednik komunistične partije iz leta, ne vem, da, 37. No, to boste vi vedeli. On na dahovskih procesih obsojen, on je bil do smrti pretepen na Golem otoku. To je tudi v knjigi Dragoslava Mihajlovića jasno zapisano, torej izpoved, testimoni enega glavnega zdravnika, ki tudi o tem piše. Zdaj, so pa recimo tudi druge bolj zanimive stvari o tem, nekaj manj morbidno, ne. Udba se je znašla, ne. In zdaj, to so leta 40, 50, 51, 52, ne. In denarja Udba takrat, koliko ga že lahko nakradla, ga ni imela veliko, ne. Ampak, kar pa je imela svojo ekspozituro v Trstu, banko, in Goli otok, kjer so bila, so bili delavnice, je bila majhna livarna, je bil dizel, električni agregat, ki je poganjal vse obrate, kar so bili pa predvsem obrati za poliranje mehkih marmornih ploščic, ki so jih prodajali tudi Italijanom, ne. In potem, zdaj, to pravega marmorja tam ni veliko, ne, ampak je pa izraz zelo dober kamniti drobir, ki se lahko uporablja za beton in tako naprej. To sem moj najboljši prijatelj tam delal na drobilici, ne. In vozili so dol na pristaniščne ladje, ne, izgledajo kot pek, ne, bel, no, skratka, ne samo to, zdaj, jaz sem tam videl italijanske ladje, sem videl Italijane, sem slišal italijansko govoriti in o tem piše tudi Dragoslav Mihajlović v svoji knjigi, ne. Udba je te proizvode z Goljega otoka prodajala tudi Italijano. In še zdaj ta bezdir, ki piše tle v Reporterju, je imel nekaj referenc na to temo, da se je Udbo takrat
Da je bil to začetek Genex je bilo tisto finančno ljubovsko podjetje. No, jaz sem že povedal, kaj je bila glavna karakteristika Golgote Potudovke in v tem se razlikuje, kot jaz razumem, od drugih taborišč, ki so bili, torej nemška so bile različne, ampak ali pa tudi sovjetska, nikjer pa ni bilo uporabljeno ta prisila kršenja osnovnih etičnih pravil in norm, ki jih ima človek s tem, da se potem, torej kot jaz razumem, postaneš nekako ujetnik svojih, torej teh udbe, ker si naredil nekaj, kar veš, da ni bilo moralno prav. No, to je res, jaz mislim, da je to prav zločinsko, da človeka sicer ne ubiješ, ampak da moralno, notranje, duševno pohabiš za vso življenje. Zdaj spet jaz skos navajem to knjigo Dragoslava Mihajloviča. On tam je, torej ena trditev je, da naj bi med 60 do 70% vseh arestantov na Golem otoku podleglo tej prisili udbe. No, nekateri, recimo, če lahko rečem, nismo, ampak no, s tem bom jaz to nekako torej v glavnem zaključil, rekel bi samo to, da zdaj postavlja se tudi vprašanje poprava krivic, in to je zdaj, to je tako, kot imamo zdaj, to tranzicijsko postkomunistično vlado že vsa ta leta. V 90-ih letih je bilo še mogoče iti na sodišče za to, da torej si hotel biti rehabilitiran sodno. Potem je bil pa sprejet zakon o popravi krivic, zdaj pa ne moreš več. No, kakorkoli, mislim, da je ta podatek nikdar ni bil javno glavno, ne vem, če je pravilna, pa ne, ampak naj bi okoli 60 bivših političnih zapornikov z Golega otoka bilo sodno rehabilitiranih v 90-ih letih. Vseh je bilo nekaj čez 600, to je skoraj vsak 10, če vzamete dejstvo, da je Bog kako je pa že takrat bilo mrtvih, se je že umrtvih. No, skratka, to je vse, kar sem jaz hotel povedati, lahko potem še kaj dodam, če bo treba. Andrej, hvala za vaše dragoceno pričevanje. Jaz sem hotel samo posebej, ker ste iz prve roke, ampak ne bomo vas še izpustili, ampak tukaj bi vas prosil za en intimni pogled, ko ste bil, enkrat sva se pogovarjali, ali mogoče dvakrat, kakšen je bil vaš občutek, ko ste drugič šel z ladjo na Goli otok? To bi prosil, če lahko delite z ostalimi poslušalci in poslušalkami, ker drugič ste pa že vedel, kam odhajate. Me zanima, če boste isto povedali. Kaj sem vam tudi takrat povedal, dejstvo pa je, da me nikdar prej in nikdar kasneje še zdaleka ni bilo tako strah, kot takrat. Jaz sem mislil, da nas bodo do smrti pretepati. Moj takratni najboljši prijatelj, ki je bil tudi dvakrat na Golem otoku in sva prvič bila skupin, drugič bila skupine, je mislil isto. Zdaj, ampak, veste, doskrat želim tako, da se nekaj zgodi, kar sploh ne veš, da se bo. So na Golem otoku je bil torej običaj, če se temu lahko reče, da so vsi zaporniki naredili špalir, in potem, ko so novi prihajali, so jih tepli, brca, karkoli že, tepli predvsem. No, in zdaj smo pa
torej prišli mi, torej jaz za svojim prijateljem, drugič na Golem otoku, in tam bil špaljer, upit, je grozno, žajne. Zdaj sem pa. No, in sva začela teč skozi špaljer, ne. In noben me ni udaril. To je bilo leta 52. Jaz vam povem, da sem se, in to je dolga pot, ko smo tekli gor do tiste karantene, smejal sem se. Sam sem se tako sklonil, da niso vedeli oni, da sem videl oni, da sem se smejal. To je bilo super, ne. To se mogoče sliši smešno, ampak ob teh torej, ekstremnih čustvenih, recimo ekstremnih, ne, se potem človeku res zelo dobro zdi, da niso pretepli, mogoče še celo da smrti. Polo to, kot sem hotel. Hvala za ta osebni doprinos. Hvala, Andrej, res. Za konec smo prišparali še en drugačen pogled. Pogled, ki ga je pripravila gospa Alenka Buhar. Ne vem, če rabi posebno predstavitev, dolgoletna, priznana častnikarka, publicistka, borka za človekove pravice, gospa, ki je sicer v penziji ali nikoli nima časa, tako tipično. Drugače pa res oseba, ki zna pisati z vsebino. In danes nam je pripravila en cukrček in sicer bo predstavila nam vlogo pisateljev iz bivšega jugoslovanskega prostora pri razkrivanju represije, predvsem kar se tiče Golega otoka. Alenka, prosim. Hvala, Renato. Bova tole takole dala mogoče, a je v redu. Dobro. Torej, o vlogi pisateljev bi rada govorila pri razkrivanju represije v socialistični Jugoslaviji. Začela bom z enim zelo nenavadnim citatom. Zgodovinar, hrvaško-ameriški zgodovinar Ivo Banac je januarja leta 1988 napisal tole o raziskovanju tistega časa. Temu je treba dodati tudi nenavaden, vendar spoznavno izjemno bogat vir, umetniško literaturo, ki je vsaj v Jugoslaviji veliko več kot zgodovinopisje prispevala k spoznavanju pojava kominformstva. Od leta 1968, ko je Dragoslav Mihajlović objavil roman Ko so cvetele buče, še posebno pa od 80-ih let so se jugoslovanski pisatelji, dramatiki ter filmski režiserji in scenaristi lotili teme spora s kominformom ter ustvarili golootoško književnost. Slovenski kritik Andrej Ingret je upravičeno dejal, da morajo v Jugoslaviji pisatelji in pesniki še vedno opravljati tiste naloge, ki bi po naravi stvari bolj spadale med dolžnosti zgodovinarjev in esejistov. Iz tega pa izhaja odgovornost zgodovinarjev, da odkritja svojih književnih kolegov obravnavajo z enako resnostjo, kot so jo pokazali tisti, ki so se lotili naloge odkrivanja političnih tabujev. To je nenavadna, osupljiva trditev, da se namreč zgodovinar tako prikloni pisateljev in njihovim dosežkom. Jugoslovanski zgodovinarji do ljudi drugih profesij, ki zaidejo na njihov teren, nimajo prav dobrega mnenja. Največkrat so vsaj zvišeni in posmehljivi, včasih tudi direktno sovražni. A nenavadnost gor ali dol opažanje Iva Banca je točno. Razlika med tem, kar so opisovali zgodovinarji in kar so opisovali, izpovedovali pisatelji, je zelo velika, skoraj ogromna. Zlasti je to očitno na področju, ki bi ga preprosto lahko opredelili kot represija v vseh različnih pojavnih oblikah. Pisatelji niso molčali, tudi ko so bili potisnjeni ob tla, tako kot pa je zgodovinopisje. Vsake toliko je kdo vstal in zavpil, vrgel kamen v šip, pokazal osle, karkoli že.
Seveda se sem in tja zgodi, da tudi zgodovinarji priznavajo posebno moč literature pri razkrivanju zgodovine, ampak celo marksistični so priznavalni do Tolstoja in Balzaka, to sta najbolj slavljena historična romanopisca. A tu pri zaporih in Golem otoku pač ne gre za to, da bi pisatelji znali s pomočjo fiktivnih plastičnih likov toliko bolj slikovito in prepričljivo naslikati dogajanje. Ne gre zgolj za to, da znajo zliti racionalno z emocionalnim, ustvarjati zanimive like, kratke duhovite zarise, ki naj predstavijo kompleksnost dogajanja. Ne. V tej temi ne gre samo za to, ampak za preprosto dejstvo, da so si pisatelji drznili govoriti o dogajanjih, o faktih, o katerih je bilo prepovedano govoriti. Dobro, kaj je za tem? Večji pogum? Zelo verjetno. Pisatelji imajo precej lastnosti, po katerih izstopajo, ne zmeraj izključno pozitivnih, prosim. Med njimi je tudi pogum, občasno adolescentska predrznost. Ampak v zvezi s temo, o kateri govorimo danes, to se pravi o najhujših stvarih, se mi zdi primerno poudariti naslednje. Pisatelji imajo poseben posluh za človekovo globoko potrebo po pripovedovanju, izpovedovanju, po prelivanju doživetega v besedo. Dar govora in potreba po izražanju, to je bistvo človeka. In kadar se človeku zgodi kaj izjemnega, neizrekljivega, je ta potreba toliko večja, tako rekoč življenjskega pomena. Človek živi v veri, da se z demoni lahko spopade z izpovedovanjem. Kaj bi o tem spregovorilo bolj silno kot Išmaelove besede? In jaz edini sem se rešil, da vam to povem. Henry Melville se jih je izpisodil od starozaveznega izgnanca, ki preživi pustinjo, in jih položil na jezik edinemu preživelemu z ladje, ki je šla v spopad z Moby Dickom. In tu so ganljive besede Marjana Rožanca. Ne bi napisal te knjige, če se ne bi še zdaj, po več kot 25 letih, v spanju večkrat prestrašil komandirja, ki se kar na lepem vzame od nekod in pravi, da moram takoj nazaj, ker da so me spustili pomotoma. In tu je Gregor Strniša. In se iz jame vrne v svet, samo da pove ljudem, kako je fant pojedel fanta, ker je na svetu globoka jama. To je jama pod Macesnovo gorico, ki jo vse poletje odkopavajo in za katero je danes že potrjeno, da je eno največjih dvorišč Slovencev na Slovenskem. Najbolj pa slovijo besede, ki jih je zapisala ruska pesnica Ana Akhmatova in jih dala za predgovor ciklusu Requiem. V strašnih letih ježevščine sem prebila 17 mesecev v ujetniških vrstah v Leningradu. Zgodilo se je, da me je nekdo nekoč prepoznal. Tedaj je ženska s posinelimi ustnicami, ki je stala za mano, trznila iz nam vsem znane otrplosti in me na uho povprašala. Tam so vsi govorili šepetaje. Ali vi morate to popisati? In odgovorila sem, moram. Tedaj je nekaj podobnega na smehu zdrsnilo v tistem, kar je bil nekoč njen obraz. Ko torej govorimo o siloviti potrebi ljudi, da bi v strašnih razmerah povedali, dali vedeti, sporočili, kaj se jim dogaja, torej govorimo o dvojem.
Najprej je tu potreba človeka, da bi povedal, da se ne bi zadušil od neizgovorjenega, od vpliva mučiteljev. In drugič je tu upanje, da bo, ker tega ne zna sam, storil nekdo drug. Seveda pisatelj, ki to pač zna ali bi moral znati. Preden nadaljujem, je treba izrecno povedati, da je bilo o represiji v Novi Jugoslaviji dolgo prepovedano govoriti. To je poročati o tem, objavljati podatke, zgodbe, reportaže, fotografije. Skratka, če dopolnim Iva Banca iz uvoda, ni šlo samo za molk zgodovinarjev, temveč tudi za vse splošen molk. Novinarjev, kreatorjev javnega mnenja, konferenčnih referentov in slavnostnih govornikov, predvsem pa seveda politikov oziroma političnih funkcionarjev, ki so imeli oblast nad vsem naštetjem. Te prepovedi so imele različne pojavne oblike, začelo se je pač na samem začetku ob odpustu iz zapora, taborišča, zelo dolgo, ne vem pa koliko časa, je moral vsak, ki je odhajal na svobodo, podpisati izjavo, recimo, to je zdaj dobesedni citat, ne bom nikjer govorila o delovišču, ter vsem, kar je v zvezi z deloviščem, o hrani, številu obsojenk, zaposlitvi, ne bom dajala nobenih izjav. Zavedam se kazenske odgovornosti, če bi to izjavo na kakršenkoli način prekršila. Isti dokument vsebuje tudi izjavo lojalnosti, da bom lojalna do ljudske oblasti, da se bom vključila v plansko delo in ga z vsemi silami opravljala. In temu je potem se pridružila nadgradnja, kontrola vseh bivših zapornikov, njihovih zvez, vseh izstopajočih ljudi, tiska, založb, osebnega dopisovanja, zlasti z inozemstvom, vseh šol in njihovih učnih programov in tako naprej in tako naprej. Zdaj pa nekaj skic, biografskih skic, nekaj usod. Lojze Kovačič, ki je najbolj znanih slovenskih pisateljev sodobnih, je bil zaprt dvakrat, enkrat takoj po vojni, še kot mladoleten, potem pa kot vojak, ko je služil vojsko. O tej izkušnji je napisal novelo, daljšo novelo, kratek roman Zlati poročnik. Objavil jo je v reviji Beseda, nastal je zaradi tega hud odpor in revija je šla z urednikom in avtorjem na sodišče. In po enem tistih nenavadnih obratov usode je ta tipkopis potem zgorel v domačem stanovanju. In Lojze Kovačič je se usedel in je tekst napisal na novo. Njega lahko navajamo kot primer človeka, ki so ga velikrat podrli na tla, pa izmeri znova vstal in pisal. Bolj z golo otoškimi izkušnjami so pa povezani naslednji trije. Torej, Ludvik Mrzel in Branko Hofman. Rezultat njunega sodelovanja je Noč do jutra, kar je prvi slovenski literarni tekst, ki izrecno govori o strahotah Golega otoka, oziroma o kominformalstva in Golega otoka. Ludvik Mrzel je bil zaradi svojega strašnega življenja, torej za njim je bil Dachau in potem jugoslovanski zapori, kot je Bilača, Goli otok. In kasneje še eno, leta 1958, še ena aretacija in izsiljevanje in mučenje. Skratka, on ni zmogel opisati svoje izkušnje. Se je pa pogovarjal z Brankom Hofmanom, ki je potem na njegovem primeru napisal Noč do jutra. Zdaj pa grem k Dragoslavu Mihajloviču, to je znamenit srbski pisatelj,
ki je bil sam kot mladenič na Golem otoku in je eden prvih glasov o tem objavil zelo sporadično, veste, to je zelo obrobno v knjigi, ko so cvetele tikve oziroma buče. To je šlo relativno neopazno mimo, je pa pozorno vzbudila gledališka priredba te knjige in Tito se je na to zelo jezno odzval, obsodil to v govoru ali dveh in zahteval, da partijska celica v teatru nastopi proti tistim, ki so odgovorni za to napako, a ne, čez zdaj nas bojo pa ti Golo otočani učili. No, Dragoslav Mihajlović je začel sistematično zbirati vsa možna pričevanja in dokumente o Golem otoku. Potem je govoril s kolegi in prijatelji, ter na ta način v srbskem okolju in Jugoslaviji pomagal premagovati strah pred to tabu temo. Prva pričevanska knjiga Dragoslava Mihajlovića je izšla leta 90, zadnja, torej peta pa letos. To so vse tako debele knjige in jih je spravil skupaj 5. Zanimiv je primer tudi Danila Kiša, ki sam ni bil zaprt, a ga je vse življenje izredno zanimala ta temna stran človeške duše in njeni rezultati od holokausta do stalinističnega terorja. Enemu in drugemu se je za las izognil. Večina njegovih knjig je tematsko direktno vezana na to. No, leta 1985 je odpotoval v Izrael, njegov oče je bil namreč Žid, mama pa Črnogorka, po sledovih jugoslovanskih Židov in tam sreča nekaj ljudi, ki so ga svojo usodo prevzeli. Prepričal jih je, da so mu sedeli za intervju in iz tega je nastala serija televizijskih oddaj. Predvsem pa je prepričal eno od žensk, ki jih je srečal, to je Ženi Lebel, da se je usedla in končno opisala svojo usodo. Tako je nastala Ljubičica Bela, verjetno prva ženska zaporniška pripoved v Jugoslaviji, oziroma prvo poročilo, literarno oblikovano o ženskem Golem otoku in Grborju in nekem ritu tam v Vojvodini. Zdaj moram pa izrecno povedati, da ne bi rada pustila vtisa, da so se jugoslovanski ali slovenski pisatelji z odliko izkazali v odporu pri povajanju in ohranjanju represije. S tem ste se srečali takoj na začetku druge Jugoslavije, ko so obnavljali svojo dejavnost in so morali očistiti svoje članstvo, kar pa se je verjetno zgodilo predvsem z zunanjimi odločitvami. Zelo hitro pa so se na to znašli še pred težko dilemo, kaj storiti s svojimi častivrednimi člani, ki so se nenadoma znašli v kazenskem precepu. In teh je bilo kar precej. In to zaradi novodobnih deliktov, ki jih ni bilo malo, zato tudi zaprti niso bili redki. Vse, ki so bili aretirani, so iz članstva Društva slovenskih pisateljev izključili in ko so prišli na prostost, ter so mogoče spet želeli postati člani, so imeli do sprejema malo težjo pot kot ostali. Torej, društvene prošnje za omilitev kazni ali izpustitev in tako naprej so v glavnem zelo medlo in pohlevno in formulirane. Po mojih zelo veliko ni bilo. So pa posamezni ugledni kulturniki posredovali pri političnih velmožeh, ponavadi partizanskih tovariših in verjetno marsikaj dosegli. Takšne intervencije so imele to prednost, da so se dogajale za kulisami, brez vsakega odmeva v javnosti, kar je bilo za oblast izredno pomembno. S tem se je ohranjal videz, da je vse v najlepšem redu, ljudje so srečni in nasmejani
Hkrati pa je takšno priprošnjištvo godilo samoljubju oblastnikov, ki so lahko uživali v svoji moči. Prijapit, pomembnež, ki odloča o svobodi in nesvobodi, pogosto tudi o življenju podrejenih. Seveda pa ima za raziskovanje in refleksijo to hudo pomanjkljivost, ponavadi še anekdotičnih dokazov ni, kaj šele kaj bolj dokumentarno konkretnega. Tako ostajamo pri kroženju zgodb, recimo zgodb o rešitvi Andreja Hinga iz taborišča Šentvid, o rešitvi Cirila Kosmača iz nekega ad hoc aresta in podobno. Tam leta 60 dalje so se stvari že precej spremenile. V društvu pisateljev so začeli trovariti razni mlajši avtorji iz generacije, ki pripada gospod Kos, zlasti tisti iz kroga perspektiv in njenih prednic so bili znani potem, da so predrzni in da povzročajo viharje. No, naj povem samo še to, da je v razvoju Društva slovenskih pisateljev en čuden paradoks. 60. leta slavijo kot leta protestov, ampak slovenski pisatelji so se takrat odločili, da ne bojo protestirali. To pa zato, ker je prišlo že do tako velikih sporov in konfliktov in struj med njimi, da je grozilo, da bo društvo razneslo oziroma razceplo. In za majhno ilustracijo tega dogajanja, leta 1968 so v Ameriki ubili črnega aktivista in duhovnika Martina Luthera Kinga, in slovenski pisatelji so v javnost postavili protestno izjavo. Taras v Krmavnarju je prekipelo, nismo protestirali v primeru Gajška in Rožanca, torej, ki se je dogajalo pred našim pragom nekaj nesprejemljivega, nismo se oglasili v primeru Sinjavskega in Daniela, gre za dva znamenita ruska pisatelja, ki sta šla v zapor, proti Ameriki pa protestiramo. No, do velikega preloma je potem prišlo leta 80 s smrtjo Josipa Broza Tita, ko je strah v jugoslovanskih državljanih že precej popustil. In vsa pisateljska društva, ali saj večina, so začela izredno aktivno ukvarjati s fenomenom represije, z ugovori, protesti, analizami, in tako je prišlo leto 88, ki ga imamo lahko za kulminacijo v tem protestnem valu, kjer so pisatelji igrali zelo, zelo pomembno vlogo. Zdaj pa preden zaključim še en poudarek, da je seveda tudi med samimi pisatelji prišlo do hudih razcepov med pojmovanjem, kako gledati na represijo oziroma do hudih dilem, ali o tem pisati ali ne. To vprašanje se je s posebno ostrino pokazalo v hudem in dolgem sporu med Vitomilom Zupanom in Jožetom Javorškom. Nekdanja prijatelja in partizanska kamarada sta bila skupaj aretirana in obsojena, tudi del kazni sta prestajala skupaj, Zupan precej dlje kot Javoršek. Oba sta se po prihodu iz zapora znašla v podobni situaciji, družbeni, družabni, psihološki. In tudi pred profesionalnim izzivom, kaj od doživetega povedati bližnjim, kaj od doživetega opisati in kako. Jože Javoršek je bil glavnem mnenja, da je treba biti bolj ali manj tiho. Zlasti je treba doživeto skriti pred sinom, saj bi utegnil podvomiti v režim, ko bi vedel, kaj vse je režimski stroj počel z njegovim očetom. Interesi partije oziroma ves socialistični projekt, to je tako velika stvar svetovnega pomena, da ga kaže braniti za vsako ceno.
Pozneje, 10 let kasneje, torej to je napisal leta 1949, ko je pisal svojo znamenito knjigo, namenjeno sinu, ki je storil samomor. Torej, 10 let kasneje je v nevarnih razmerih to še zaostril in strupeno obsodil tako imenovano zaporniško literaturo, kakor se je razvila ob podpori Zahoda iz vzhodnoevropske izkušnje. Tukaj imam en dolg citat, pa vam bom z njim prizanesla, da ne bom predolga. Vsekakor je to ta razcvet zaporniške literature, ki je nastajala na vzhodu in so jo objavljali na zahodu, ostro obsodil. Potem pa je storil še nekaj drugega in sicer je vnaprej obsodil Vitomila Zupana in druge možne soavtorje, skratka predviduje ta izrazit val izpovedne zaporniške literature, ki je komaj čakal, da bo lahko prišel na dan, z zelo ostrimi, zelo strupenimi besedami. Pomemben element te nenavadne zgodbe je v tem, da je Javoršek vnaprej napadal literaturo, ki je ni bilo, ki je bila znana samo potihem, v ozkem krogu, namreč med prijatelji je bilo znano, da je napisan Levitan in da se ga nekako ne da objaviti. Bilo je znano, da je Hoffman napisal Noč do jutra, tega ni mogoče objaviti. Javoršek se je pa že vnaprej ostro postavil zoper možnost, da bi to prišlo na dan. No, skratka, bil je mnenja, da je v grozotah represije treba biti tiho. Prvič, ker je projekt, ki ga vodi komunistična partija, izjemno pomemben. Drugič, ker so zablode komunistične partije itak trajale pri nas zelo kratko. In tretjič, ker so tisti, ki o tem hočejo objavljati moralno sporne osebe. Kar je tudi pomenilo, da jaz sem pa pošten, sicer grešen človek, a neizmerno vdan. Zdaj bi vam pa rada pokazala nekaj fotografij s kratkim komentarjem, a lahko začnemo na začetku, Renato? Ne. Torej, tukaj imamo eno naslovnico, ki ni slovenska in ni jugoslovanska. Gre za množico obrazov, ki so bili posneti ob aretaciji, to so vse policijske slike. Te take naslovnice ali stene pri nas ni mogoče narediti, zato ker ne najdemo fotografij, ki jih je policija ob aretacijah posnela. Bom povedala. Meni osebno se te fotografije zdijo izredno važne, zato ker je izjemnega pomena, da človeka vidite obraz in mu pogledate v oči, ker s tem popolnoma drugače dojamete njegovo usodo oziroma tragiko, ki se je s tem odvzemom svobode zgodila. Jaz sem nekaj podobnega hotela imeti na temni strani meseca, na tisti razstavi. Je bilo neizvedljivo. Je pa bila podobna stena potem narejena za eno vas, Betajnovo, za tiste, ki so bili pobiti. No, ta pletnica je iz Litve, iz njihovega muzeja, posvečenega represiji v času stalinizma. Naprej. Zanimivo je, da ne samo, da nam manjkajo obrazi, nasploh nam manjkajo v jugoslovanskem okviru
fotografije zaporov, taborišč, aretacij in represije. Kontrola, represija nad tem, da bi se vedlo tudi v obliki fotografij, kaj se dogaja, je bila izjemno stroga. Izjemno stroga. Tako da tudi ta avtor, zagrebški mladi avtor, ki je res doslej naredil izrazito temeljito raziskavo zgodovine Golega otoka, pravi, da je to edina znana fotografija Golega otoka. Zdaj jo pa dobro poglejte. Zelo težko je pravzaprav uganiti, da je to Goli otok. To bi bilo lahko kjerkoli. Kajti imamo en niz hiš in imamo eno velikansko zvezdo in imamo ljudi, ki plešejo kolo. Skratka, to je edina slika, fotografija z Golega otoka, pa še ta bi bila lahko posneta kjerkoli in je seveda slavilna. Ljudje, ki plešejo kolo, so veseli in srečni. Skratka, tudi to je propagandna laž, pa je edina znana fotografija. Gremo lahko naprej. V pomanjkanju fotografij so potem nekateri zaporniki, ko so prišli na svobodo, risali. Najbolj znamenit med njimi je Alfred Pal, to je bil en hrvaški slikar in dober risar, ki je pač po spominu narisal tako to taborišče kot različne torej podobe dela in mučenja. Od tistih prenašanja kamenja do razbijanja kamenja, do mučenja s nagibanjem nad kiblo in tako dalje in tako dalje. Po njem so povzemali risbe številni avtorji, recimo v Sloveniji Želevski, ki je objavil nekaj njegovih, pa nekaj po njem narisanih podob o življenju na Golem otoku. Veliko energije je bilo pa vloženo v kontrolo vseh bivših zapornikov, torej Udba si je dala s tem res ogromno dela in je to, torej ne samo s pomočjo ovaduhov, ampak tudi, ki so pisali poročila, ampak tudi s pomočjo fotografiranja in filmskega snemanja. Evo, tukaj so 3 fotografije, na katerih je Cene Logar, slovenski marksistični filozof, ki je šel na obisk k zagrebškemu prijatelju. V tej Perišičevih knjigi je objavljenih, ne vem, 12 fotografij, kako se je pripeljal z vlakom in s kom se je srečal, kam sta šla in tako dalje. Kontrola. Še naprej gremo. Ja, zdaj pa, če nimamo fotografij z Golega otoka, so se pa našle ene fotografije rezultatov Golega otoka. Torej, ti moški tukaj, ki izgledajo kot Dahovci, niso prišli iz Dahova, pač pa iz Golega otoka in jih je nekdo fotografiral v bolnici na Reki. To so živi okostnjaki na samem robu življenja. Jaz se upravičujem, ker je fotografija bolj slaba. Te fotografije so bile objavljene v neki italijanski knjigi in od tam jo je vzel en srbski avtor, ko je delal svojo razstavo. Fotografije so zelo težko dosegljive. Mene že dolgo časa zelo zanima, kako so nastale. Kakšen zdravnik je sprejel te umirajoče okostnjake, jih dal fotografirati, to ohranil, kako skril.
Na vsa ta vprašanja vam ne bi znala povedati odgovor, ampak mislim, da je vredno tudi vprašanje zastaviti. Hvala vam. Spoštovane gospe in gospodje, to so bili dr. Aleš Gabrič, ki je kontekstualiziral problem Golega otoka. Še enkrat iskrena zahvala magistru Andreju Aplencu za prvovrstno pričevanje, osebno pričevanje o Golem otoku in posledicah na njem osebno. In ne nazadnje, hvala gospe Alenki Buhar za piko na i, za neko drugo dimenzijo, v katero nas je popeljala in današnje srečanje še posebej začinila na njej lasten način. Upam, da bomo še kdaj se srečali na kakšni podobni okrogli mizi ali predavanju povezani z Golim otokom, drugače že zdaj obljubim najpozneje čez 10 let, torej 2029. Danes nismo posvetili posebnega vprašanja različnim skupinam, družbenim, političnim, že stanovskim, če hočete. Omenjeni so bili kulturniki, ali še uvodoma omenil vojsko, vojake, tudi Andrej, ki je bila pomemben segment recimo klientele na Golem otoku. Kolikor vem, se pa gospa Zvonka Slavec-Zupanič ukvarja z zdravniki. Gospa je predstojnica oddelka za zgodovino medicine pri nas, uveljavljena raziskovalka, tudi publicistka, strokovnjakinja, skratka, je tukaj med nami, jo lepo pozdravljam, pa bi jo izzval, to ni bilo napovedano, to je čisto spontano, da nam predstavi svoje parcialne rezultate, ki se tičajo slovenskih zdravnikov oziroma slovenskih medicincev, študentov medicine, ki so bili v povezavi z Golim otokom. Pa vas lepo prosim, če lahko prijete tudi zaradi snemanja, pa pogleda tukaj na Bino. Hvala lepa. Lepa hvala predsedujočemu. Moram priznati, da nisem imela namena, da bi kakor zelo javno govorila, ker se problema še nisem zelo zares lotila, bom rekla, čisto raziskovalno, ampak 100-letnica medicinske fakultete je nek čas, ko človek mora usmeriti tudi svoj pogled v preteklost in ob silni podhranjenosti slovenskega kulturnega prostora z zdravništvom je seveda vsak izmed zdravnikov, ki je odšel v temno noč in gledil nazaj ali bil pa uničen s to internacijo, seveda nekaj težkega tudi za narod bilo. Mi imamo zaenkrat spisek okoli 20 oseb, ki so bili ali zdravniki, ali zobozdravniki, ali študentje medicine. Ta spisek ni popoln, zahvaljujem se vsem, ki so mi pri tem tudi pomagali, predvsem gospe profesor Alenki Puharjevi, potem tudi profesorju Božidarju Jezerniku. Gotovo bi še tukaj, če bi se kaj bolj dodatno zanimala, še našla kakšno ime, ki bi lahko pač pomagalo to zgodbo dopolniti in jo narediti čim bolj verodostojno. Če recimo povem, da smo imeli pred začetkom druge svetovne vojne samo 700 zdravnikov in da jih je 100 padlo med drugo svetovno vojno, 45 zdravnikov, 55 študentov medicine, to pomeni, da jih je bilo še 100 manj in potem recimo še teh 20 približno, za katere vemo, pa sem prepričana, da je bilo tega več, ki so odšli na Golji otok, so to strašne stvari. Med nami sedi profesor dr. Jana Furlanova, ki je sedela v letniku, ko so odpeljali z medicinske fakultete našega edinega profesorja anatomije po drugi svetovni vojni, Milana Cundra, in ga odpeljali samo, ker je pač govoril, češ, da to gospodarstvo ne more biti uspešno. In o istem sem govorila tudi s primarjem Luko Pintarjem, ste bili takrat skupaj v letniku. In recimo Milan Cunder je pač za nas kot eno univerzitetno ustanovo, smo si ga nekako zastavili, da bi ga ob 100-letnici fakultete rehabilitirali.
Njegova potomca, ki sta pa nečaka, bil je poročen z zdravnico, otrok nista imela, zakon je dovoljeval, da se lahko samo najbližji potomci pač potegujejo za rehabilitacijo, tega nista mogla narediti. Sta pa sedaj v tem letu to nečaka naredila. Eden je tudi uveljavljeni pravnik in je bila rehabilitacija zavrnjena. To je tako grozen zapis, jaz ga imam tukaj pred sabo, o tem, kakšna je ta sodba bila, da jaz pa ne najdem besed, kako bi jo recimo okarakterizirala. Mislim, da tukaj prisotni, ki se s tem profesionalno seveda drugače ukvarjajo kot jaz, ki sem zdravnica, bolj poznajo te dikcije, ampak to, da po 70 letih človek, ki je bil nedolžen, ne dobi sodne, pravne rehabilitacije, je nekaj, kar je za mojo glavo, za moj razum nedopustno in nedostojno in ponižujoče za slovenski narod. Zelo me zanima, ali bosta potomca, pač nečaka, hladna nečaka, uspela s tem, ker je pač to bilo rečeno, da ker nista najbližja sorodnika, pač ne moreta pri tem uspeti. Me to resnično zelo, zelo zanima. Ker to so stvari, ki pač preprosto, bom rekel, v nekem demokratičnem prostoru koncev potem štejejo. Jaz bi vprašala mogoče profesora Lenko Puharjeva, če bi mogoče ti pokomentirala malo tole sodbo. Jaz jo imam tudi tukaj, če recimo hočeš kakšno stvar iz nje. Mislim, meni je to, se vrem, to je tako nekaj groznega za brat, da jaz kot zdravnica, meni samo solze tečejo, ko jaz to berem. Res, a hočeš mogoče malo pokomentirati? Lahko da malo počakaš. Moj komentar bi edino bil, da se mi zdi cela vrsta določil zakona o popravi krivic namenjena temu, da se krivice ne bi popravile. Torej, mislim, ta propagandno vzdrževana fasada mora še kar ustrajati. No, to je pa edino, kar ti lahko taki preč. In to je grozno, ne? To dejansko je grozno. Potem nadalje. A lahko samo še nekaj dodam. Ta zakon, ki pač določa, da smejo samo najožji sorodniki, se pravi otroci v primeru smrti, torej žrtve, vlagati prošnje za sodno rehabilitacijo. Ta zakon je posebej krivičen do duhovnikov, ki nimajo oziroma niso imeli otrok. In je pač osnovna ovira pri tem, da bi za, ne vem, 800 ali koliko duhovnikov, kolikor jih je bilo po zaporih, dosegli to, rečemo temu, pravico. Potem jaz, torej, tisto, kar sem mogla dodati. Moj predhodnik, profesor dr. Peter Borisov, moj predstojnik na Inštitutu za zgodovino medicine, je bil potomec ruskih imigrantov, oče je bil pravnik in on je bil golotoški obsojenec. Z njim sem delala, jaz tega nisem vedela. On ni nikoli, nikdar, ničesar o tem rekel. Kasneje sem to izvedela, ko sem pripravljala nekrolog za njega, ko sem govorila na grobu in tako naprej, sem dobila neke dodatne zapise. In jaz mislim, ta strah, ki so ga ti ljudje nosili v sebi, je bil nekaj nepopisnega, nepopisano težkega. Nepopisno težkega. Potem dobila sem spomine, ki niso nikoli išli našega zdravnika, prvega doktorja medicine, ne zdravnika, ampak doktoranta prav, na medicinski fakulteti v Ljubljani, doktorja Vladimirja Kresnika. On je bil prav tako golotoški obsojenec. In pri njem je oblast dosegla,
da po vrnitvi se kot patolog, napisal je učbenik patologije, ni mogel nikjer v Jugoslaviji več zaposliti. Dr. Vladimir Kresnik je potem odšel v Basel, se pri Ciba-Geigy zaposlil in strašno trpel, ker je imel silno domotožje. Potem je kupil eno hišico ob Vrbskem jezeru in hodil v hribe in gledal dol v Slovenijo. In pisal pisma, ki so pač jih na Koroškem dvigovali, in jaz sem dobila nekaj korespondence njegove z nekdanjim upravnikom ljubljanskih bolnišnic, ki je bil z njim dolga leta v prijateljskih navezah. Knjiga, katere kopijo sem dobila, to je predloga, to je rokopis Volotoških spominov, je bila predana Celovški Mohorjevi družbi in jo je meni recenzent, ki je v Slovenijo dobil, za 1 uro posodo, da sem jo skrivaj skopirala. To je taka nepopisna groza tam popisana, jaz to seveda še vedno imam, to ni nikoli išlo. In mislim, ta demistifikacija vsega tega groznega, vse teh stvari, ki sploh v besednjaku človeka ne morejo pravih izrazov najti, je nekaj, kar bi moralo med ljudi, zato se to nikoli več ne bi zgodilo. Strah me je sicer mladih generacij, ki živijo z novimi mediji, ki več ne berejo, ki jih drugo kot tisto, kar je na kratko in na hitro, ne zanima, ki tudi živijo socialno izolirano in ki tudi študente medicine pri nas gledam, dolga leta sem učitelj na medicinski fakulteti in lahko rečem, da dobimo najboljše od najboljših, da so sjajni, čudoviti, prelepi na vse načine, notranje in zunanje, ampak včasih sem imela generacije silno razgledanih, zdaj imam pa generacije silno informiranih. In današnje generacije, ker pač živijo z drugačno tehnologijo, jim je težko se pogovarjati s starim človekom, imajo nekatere celo strah pred fizičnim kontaktom, in se bojim, da te generacije, ki živijo s vsemi temi računalniškimi igricami nasilja, tudi ne bodo znale več tako ločiti dejanskega od fiktivnega. Še nekaj bi povedala o dr. Milanu Cundru, našemu univerzitetnemu profesorju, za katerega rehabilitacijo smo se ob 100-letnici, a sem predolga, prizadevali. Po izpustitvi je tudi on imel zaprta praktično vsa vrata. Nekako je uspel na Celjskem pridobiti mesto prosektorja in je potem odhajal na obdukcije in na mrliške oglede pač po celjskem širšem okolišu in se je zapil, se je izgubil in njegovo življenje je bilo uničeno. Vedno znova poskušam študente nagovarjati, da za seminarske naloge predstavijo morebitne predhodnike, morebitno družino, o katerih sicer kot zdravnikih ne bi bilo nikjer ničesar drugega zapisano kot to, da je študiral, diplomiral, potem 40 let, 45, 50 let delal kot črna živina, umrl in ostal v spominu lokalnih ljudi. In tako sem pred tega bo zdaj več kot skoraj 15 let, pač je prišel k meni nekdo in pravi, če poznam ime Milana Cundra, kot moj študenta, ne? Seveda ga poznam. Mislim, mi smo pa njegovo sorodstvo, jaz sem pa del te družine. A bi vas zanimalo, če bi jaz seminar o njem naredil? Vsega meni bi bilo predragoceno, če bi mi prišli do kakšnih dokumentov o tem, do kakršnihkoli zapisov in slikovnega gradiva, tako naprej. No in potem je prišel čez 14 dni pa rekel, a veste, jaz sem se s svojo družino pogovarjal, moj oče je novinar in moj oče bi se rad z vami srečal. Vsega je seveda, ni vprašanje. Jaz sem se s to družino srečala in ta družina je napisala knjigo o dr. Milanu Cundru in jo oddala v uredništvo, zdaj ne bom rekla, katere založniške hiše, da ne bo to preveč
bogokletno in ta knjiga ni nikoli išla. Od tega je 12 let. Pisala sem uvodnik, knjiga je bila recenzirana. Zdaj tako, a veste, težko mi je, ko bi naj v času največje demokracije je tukaj toliko represije, da bi bilo treba tudi napisati vsaj en tak znanstveni zapis o golotoških obsojencih z področja medicine. Lepa hvala za vašo pozornost.